Dobrodošli spet v oddaji Ambienti. Nadaljujemo z zanimivo zgodbo upokojenega novinarja, ki uživa v stanovanju v živahnem centru prestolnice. Pri opremi stanovanja se je arhitektka lotila hvalevredne prakse reciklaže zavrženih ali starih kosov pohištva. V zrelih letih, ko otroci odletijo iz gnezda, marsikdo začne razmišljati, da bi svoj družinski dom zamenjal za kaj manjšega, bolj primernega za plovbo proti jeseni življenja. Takrat ne potrebujemo več toliko prostora, pomembnejše so nam druge stvari. Nekateri si zato zaželijo več miru in s tem morda odmik na podeželje. Spet drugi pa želijo ostati v mestnem središču, kjer se vedno kaj dogaja, je vedno živahno. Seveda je vse odvisno od življenjskega sloga posameznika in njegove narave. Mi si bomo danes zato ogledali, kako si je v središču mestnega jedra Ljubljane svoje novo domovanje uredil gospod Žitko. Ana, lep pozdrav. Vi ste že vajeni prenov staromeščanskih stanovanj, imate tudi izkušnjo s prenovo stanovanja prav tukaj v starem mestnem jedru Ljubljane. Ste tudi tukaj naleteli na kakšne stvari, ki ste se jih morali recimo držati, oziroma je šlo vse kot po načrtu, po predvidevanjih? Ja, ena največjih omejitev v starem mestnem jedru je pač dostop. Ta je možen med 6. in 10. uro zjutraj. To je na nek način omejitev, na drug način je pa to tudi kvaliteta, ker se stvari res zjutraj začnejo odvijati, ne. Če se dotaknemo recimo še prav prenove, je šlo za korenite spremembe, recimo ste spreminjali tlori, spodirali stene, kaj takega, ali šlo bolj za dizajn? Ja, glede na ostale moje projekte je šlo za manjši poseg, smo pa res tudi tukaj smo podirali stene in premikali inštalacije v kopalnicah, kuhinjske inštalacije smo premaknili, kar seveda malo povleče samo prenovo, no, da se potem te estrihi sušijo in tako naprej. Stanovanje je opremljeno v eklektičnem slogu in ima kar nekaj zanimivih detajlov. Najprej nam je v oči padla sedežna klop oziroma gledališka klop, ki služi namesto stolov ob veliki jedilni mizi. Tudi slednja je sestavljena iz starega kovinskega nosilca in desk, ki so bile včasih tla. Televizijska omarica je prav tako predelan star kos pohištva. Stara komoda je bila nekoč v lasti arhitektkine babice. Poslikal in predelal jo je umetnik, starinar iz Trsta, s katerim arhitektka pogosto sodeluje. Vrata z vitražem so prav tako starina. Nekoč so bila to navadna dvokrilna vrata, zdaj pa je eno krilo predelano v pomična vrata, drugo krilo pa je prevzelo funkcijo vhodnih vrat. Ana zelo rada uporablja ogledala, ki prostoru dajo globino ter ga vizualno povečajo. Ogledala so v vratnih polnilih ter nad pultom v kuhinji, tako da se med pripravo hrane spremlja dogajanje v ozadju. Stena za ležiščem v spalnici je oblečena v tapeto s tropskim vzorcem. Ta sedaj, zaradi strešne krivine, kot baldahin objema posteljo, ki lastnika popelje v sanjski svet. Med zanimive detajle sodijo še stenske poslikave slikarke Maje Lesjak, ki je z Ano, za katero je značilno povezovanje z različnimi umetniki, že večkrat sodelovala. Ana pove, da je tudi naročnik velik ljubitelj umetnosti in da sta se tukaj zelo ujela. Prav zato ji je pri oblikovanju podobe svojega doma dal popolnoma proste roke. Velikokrat glede investicij me vprašajo ljudje, kaj si mislimo o stanovanjih, pa vedno rečem, najbolj pomembna je lokacija stanovanja, ne. Lokacija je taka nos vrednost, ker recimo ploščice, armature, keramika, parket, to ima isto ceno, ne glede, kje to delaš, ne. Ampak lokacija je pa taka, da prostoru dodatno vrednost, ne. Gospod Žitko, lep pozdrav. Če se ne motim, ste, preden ste se preselili v to stanovanje, živeli na obrobju mesta, v Stolpnici. Kaj je bilo pomembno za vas, ko ste iskali novo lokacijo? No, v bistvu zdaj, čisto obrobje mesta ni bilo, ker je le takoj Bežigrad za obvoznico, ne, to je še zmeraj štejem za mesto. Na mesto Stolpnice je bil pa tak, recimo, novejši blok, no bi rekel, tam malo pred Ruskim carem, ne. Sem pa 50 let živel nekje v Bežigradu in sem enkrat rekel, no pa še enkrat to izkušnjo dal skozi mestno. V središču mesta. Torej, kaj vam je bilo potem pomembno, ko ste iskali novo lokacijo? Čisto ta sprememba iz nekako približno iz obrobja v samo središče ali? No, je bilo v bistvu pravzaprav
nekaj na ključi, ampak tam sem jaz pravzaprav stanovanje prodal, potem sem iskal in nekoj se te finančni tokovi čisto ne ujamejo, ne. No, in ko je bila priložnost, da sem zvedel za to stanovanje tudi, sem se pa moram reči kar hitro odločil, čeprav nisem vedel, da bojo take spremembe v bistvu, marsikaj me je presenetilo. Se pravi, dobil sem več, kot sem pričakoval in kot sem mislil, da bom kdaj imel, no, v bistvu. Jaz temu celo rečem, da človek 20 let prekasno pride do nečesa. Kaj pa vas je recimo najbolj presenetilo? Pa ne, mene je nekaj presenetilo drugega. Vsi so me malo svarili, te moji znanci priložnostni, zlasti iz novinarskih vrst, ker so eni živeli v Stari Ljubljani. Vsi so rekli, vse gre, ampak dobro, hrup je. Jaz hrupa tle ne občutim, ne vem, ali zato, ker je tako nad cesto, če me že kaj moti, malo zaprem okno. Druga stvar je, recimo, vsi opozarjajo na problem parkirišč. Mogoče zato, ker sem že v penziji, jaz tega problema ne občutim. Avto dam na parkiranje za količke in potem, če je priložnost, ga sploh ne premaknem in v bistvu ne pogrešam. Zelo pomembno je, da ta stavba, ki je bila, ne vem, celot je bila adaptirana in meni se zdi, da leta 1986. In takrat jaz mislim, da so tudi ta podstrešna stanovanja nastala, ker meni kolegica, ki je tu živela v mladih letih, prav, da se ne spomni, da bi tle gor bilo podstrešno stanovanje kakšno. Aha, je bilo dograjeno potem? Je bilo zgleda nadgrajeno, ne vem točno, kako so to delali. No, seveda, osnova bila v tem, da ima ta zgradba lift, ki tudi ne vem, a je takrat nastal, ker brez lifta pa sigurno ne bi šel. Kljub temu, da ste prejeli kar nekaj svarilne, se pravi, zakaj morda ne v središče Ljubljane, kaj pa je vas recimo potem očaralo, da ste kljub temu rekli, da? No, jaz sem to stanovanje vseeno videl, preden sem ga kupil, ne. No, in seveda že takrat je bilo lepo, vse je bilo urejeno, mislim. Ampak meni je bilo že takrat zelo všeč ta dva pogleda na Ljubljanco. Najbolj vesel sem, če vidim kakšne supare, ker tudi jaz upam. Potem seveda je tisto okno stransko, ko gledaš na grad, kar je mene v bistvu presenetilo. Moj kotiček za sedeti je pa v bistvu le terasca. V prejšnjem stanovanju sem imel pač 35 kvadratnih metrov terase, sem pač gledal na Slovensko cesto in na hrup. Samo po sebi je pa stanovanje v bistvu tako, to je bolj v centru ne more biti. Vsak se čudi, da je tako. Tako da moram reči, da sem v vsem zadovoljen.